večer in lep pozdrav v imenu založbe Družina oziroma galerije Družina. Dobrodošli na pesniškem večeru Čemu in kako beremo staro poezijo. Z nami so Jan Dominik Bogataj, prevajalec, Anja Božič in seveda Branec Negačnik, ki nam bodo predstavili pesniško zbirko Peruti duha, zbrane sirske pesnitve velikega zgodno-krščanskega pesnika Krilone. Evo, predajam besedo, najlepša hvala. Hvala lepa. Kako bi rekel, lep pozdrav vsem, ki ste se vzeli čas, petko večer, za poezijo, za duha, kajti govorili bomo o zbirki, katere naslov je Peruti duha. Ni nas zelo veliko, niti tisti, ki se ukvarjamo s prevajanjem in izdajanjem tovrstne poezije, niti tistih, ki obiskujejo večere posvečene takšni poeziji, ampak lahko bi rekel, ne bo se malo čudila, tudi če nas je malo, to ne pomeni, da je ta stvar kakokoli malo vredna. Hej, se moj Hospirio en Aristos se glasi od Heraklitovih izrekov, eden mi je vreden toliko kot 10,000, če je res dober. No, tukaj pa ni samo eden v občinstvu, je skoraj da v vsaki vrsti govorim, da se to reči. Torej, poezija, o kateri bomo danes govorili, knjiga te poezije je šla v zbirki Sidera, latinsko ime Sidera pomeni pravzaprav toliko kot sozvezdja. Ti dve zbirki sta pri Družini nekako usporedni. Sidera, to nakazuje že latinščina, iz katere je ta beseda vzeta na starejšo, recimo temu bolj tradicionalno poezijo, od antike pa do recimo temu roba 20. stoletja, sozvezdja pa je namenjena poeziji od nastopa moderne do današnjih dni. Seveda je zbirka sirskega pesnika Kirilone, Peruti duha, je naslovljena, knjiga, poezija, ki sodi v zbirko Sidera. Je antična poezija, je zelo stara poezija in pravzaprav ni poezija iz ožjem smislu kroga evropske kulture ali evropske kulturne tradicije. Kje so zdaj meje Evrope? Kakšno je razmerje Evrope in krščanstva? To so seveda velika vprašanja, o katerih se ne da kar takole paperkovati, ampak na neki način sem pa recimo kot urednik zelo vesel, da so dela, ki so v eni in drugi zbirki iz kar se da različnih jezikov in knjige iz zbirke Sidera tudi iz kar se da različnih obdobij literarne in kulturne zgodovine in iz različnih prostorov. Ker nam stara sirska poezija najbrž ni zelo dobro poznana, je seveda smiselno, da slišimo par besed o tem, kaj pravzaprav je ta prostor, kaj je ta poezija, v kakšnih oblikah se je razvijala, v kakšnem okolju, s kakšnimi nameni pravzaprav. To so seveda vse zelo pomembne stvari. Ni naš namen kot tisti, ki ste bolj ali manj redni obiskovalci teh večerov, da bi tukaj podajali akademske razlage. To so večeri, ki so poimenovani pogovori o in ob poeziji, so namenjeni predvsem poeziji. Ampak vendarle ne. Nil volitum quim precognitum, ničesar pravzaprav ne moraš imeti rad, če nisi tega vsaj malo spoznal. Prej del tega spoznanja so seveda nedvomno neke osnovne zgodovinske koordinate sirske poezije in pesnika Kirilone. In bi prosil brata Jana Dominika Bogataja, doktor Jana Dominika Bogataja, da nam nekaj
in v skopih črtah poriše vse to. Šlomo Alekan, oziroma mir z vami, oziroma bodite pozdravljeni, ko bi se glasil tak pozdrav v sirščini, v tem starodavnem jeziku, ki je bil pravzaprav v svojem izvoru eden izmed najpomembnejših jezikov starega sveta. Sirščina se pravzaprav razvije kot dialekt aramejščine. Aramejščina bi bila lingua franca stare Mezopotamije, tam, bomo rekli, kar skoraj celega prvega tisočletja pred Kristusom. Te prve judovske skupnosti v severni Mezopotamiji, predvsem okrog tedanjega mesta Edesa, oziroma današnjega turškega mesta Urfa, ki so sprejele krščanstvo tam v začetku 2. stoletja, koncem začetku 2. stoletja. Ta severni aramejski dialekt pravzaprav nekako se potem razvije v to, čemu danes akademsko rečemo sirščina, ali pa stara klasična sirščina. Ta jezik je, kot sem že omenil, pravzaprav krščanski po svojem izvoru, ker se razvije znotraj krščanskih skupnosti, ki so pač se razvile iz judovstva. Je nekaj najbližjega temu, kar je govoril sam Gospod. Temu akademiki danes rečejo galilejski dialekt aramejščine, ampak gre pravzaprav, malo se ponazorim, za približno take razlike, kot so med dolinščino in štajerščino, recimo kar zadeva kakšne končnice ali pa način izgovorjave določenih samoglasnikov. Tako da, če danes beremo sirsko, v bistvu zelo dobro, smo zelo blizu tega, kar se je govorilo tam v prvi polovici 1. stoletja po Kristusu v Galileji. Od konca 2., bomo rekli, predvsem 3. in pa potem z vso močjo v 4. stoletju. Tukaj srečamo zelo teh skupnosti, te severni Mezopotamiji, to je današnja Sirija, severni Irak, južna Turčija, pravzaprav nastanek te sirske književnosti. Za Efrema Sirskega ste že gotovo slišali, on je pač gigant, paradni konj, pravzaprav kolos, ki bi, tudi če ne bi obstajalo nič drugega v sirskem jeziku, pravzaprav še vedno nosil to slavno in sjajno zastavo te sirske književnosti, pravzaprav se do danes se uvršča v kanon svetovne poezije. Ni pa bil edini. In v njegovi senci je nastal tudi ta opus, ki smo mu danes priča, ki mu danes posvečamo ta večer. Efrem umre leta 373, potem pa so sledile generacije poetov, ki so se pač od njem navdihovali. Gotovo je on pomembno formiral to poetično tradicijo, so ga posnemale, ampak so šli tudi svojo pot. Eden izmed takih je Jakob iz Seruk, 6. stoletje, ki ima čisto svojo strokovno zvrst, bomo rekli, v to sveto trojico, poleg recimo še Narsaja, ki pripada vzhodni in kaldejski tradiciji, pa lahko vršamo tudi protagoniste nocojšnjega večera. Tega skrivnostnega moža, ki mu danes znanstvena sfera nadeva ime Kirilona. Nemški filolog Bekel, ki je prvi izdal njegove pesmi koncem 19. stoletja, ga je poimenoval za drugega največjega pesnika sirske tradicije, takoj za Efrema, čeprav se po obsegu dejansko ne more primerjati s prvim. Njegov opus je ohranjen zgolj v enem rokopisnem kodeksu, hrani ga britanska knjižnica, British Library, mislim, da 14.316, če se ne motim. Sirski kodeks iz 6. stoletja in tam med drugimi besedili najdemo 6 pesnitev, ki jih nekako kritika uvršča, oziroma jih je uvrščala, pripisovala njemu. Zgolj v 2 najdemo njegovo ime, enkrat kot Mor Kiriloka, drugi zgolj kot Kiriloka. Tako da je vprašanje že glede imena
avtor edina osebnost, pravzaprav, ki se je ohranila pod tem imenom iz celotne zgodovine, kar poznamo. Tam je v rokopisu problem ali Kirilov K ali Kirilov N. Avtori, filologi sklepajo, da je tis K, pravzaprav napaka iz črke N. Tako da naj bi šlo samo ime etimološko pravzaprav za pomanjševalnico imena Kyrilos, Kiril, Ciril, ki pa je zanimivo že samo pomanjševalnica imena Kiril. Tako da imamo pravzaprav tukaj dvojno pomanjševalnico, ki pa je tvorjena torej s semitiziranjem tega grškega oblika imena z to pripono, semitsko pripono ona, kar je še dodatno stopnjevana pomanjševalnica. O njem praktično ni znano ničesar. Nekateri so ga poskušali identificirati z eno osebnostjo iz Efremovega kroga, drugi z drugimi, ampak danes nekako ga avtorji uvrščajo res v konec 4. stoletja, prav zadnja leta, v zadnjem desetletju 4. stoletja. In sicer na podlagi zgodovinskih okoliščin, ki so potrovale nastanku ene izmed teh pesnitev. Šlo je namreč za vdor Hunov v tedanjo severno-rimsko Mezopotamijo, ki se je zgodil leta 395 in najverjetneje je avtor teh pesmi potem spomladi leta 396 na prazniku vseh svetih, ki je v sirski tradiciji bil obhajan spomladi, spisal to pesnitev, ki nekako ječi ob vdoru Hunov. Naslov pa je o nadlogah, kajti nekako opisuje tudi druge nadloge, potres, lakota, napadi, kopilic in podobno. Torej v tem rokopisu se je ohranilo 6 pesnitev, ki jih avtorji pripisujejo njemu. V zadnjem času so to številko zreducirali za 1 na 5, kajti zadnja pesnitev, v kateri bo govor tudi v nadaljevanju večera, naslovljena o pšeničnem zrnu, nekako slogovno, stilsko, dejansko ne sodi v ta korpus, medtem ko prvih 5 je pravzaprav sestavljen njegov opus. To so pesmi o postavitvi Evharistije, potem pesnitev o umivanju nog, o Paski našega Gospoda, tukaj vidimo te prve 3 so dejansko velikonočno, posvečene velikonočni tematiki, potem pa še 2 pesnitvi zelo drugačne od tega, ena je že preomenjena o nadlogah, zelo dolga pesnitev, 600 verzov, in pa še taka posebna pesnitev o Zaheju, takih 4 verznih kiticah, nekako premišljuje o tej zgodbi evangeljskega moža Zaheja, njegovem spopadnjenju in podobno. Najlepša hvala. Se pravi, če bi hoteli to približati slovenščini, to je bi rekli, kaj je Cirilčiček, Področiček. Ko je prišla ideja, da bi v tej zbirki Sidera išla poezija, ki sem jo poznal takrat samo po tem orisu, da gre za staro sirsko književnost, ki je, če sem tako reči, relativno obskurna, oziroma ki je vendarle stvar bolj ožje filoloških, pa potem mogoče tudi teoloških ali pa literarno-zgodovinskih, ampak zelo specialističnih krogov, sem bil nekoliko skeptičen. Predvsem zato, ker sem sam tudi klasični filolog in vem, da med stvarmi, ki se tako odkrijejo kje na robu, so seveda dragocene, ker so zgodovinsko stare in vredne, ampak dostikrat pa seveda ni veliko literature v tem. Znamenito je, to je zelo znamenito in znano razočaranje filologa Chadwicka, ko so sredi 20. stoletja dognali, da gre na linenih ploščicah, ki so jih našli v Mikenah in po Kreti, da gre zares za grščino, da gre za grščino, ki je starejša pol stoletja, vsaj od tako imenovanih homerskih pesnitev. In seveda
strašno odkritje, ampak potem so pa ugotovili, Černik je gotovo, da gre tam za pravzaprav nekakšne urbarje in seznami. Koliko je kakšna vas dolžna po koši, recimo vladarju in podobno. Ne. In je on sam rekel, what a disappointment. Torej, čeprav je bilo to epohalno odkritje, ampak prej veljalo, da so Grki pa se rodili iz Homerja, realnost je drugačna. No, skratka, ob vsem tem, ker je pač teh knjig malo, izide bolj ali manj ena knjiga na leto, skuša biti zbirka posvečena temu, da nekako manjkajoče bele lise svetovne literature po močeh, ki jih pač imamo, s pomočjo tudi marsikoga od tukaj navzočih. Skušamo zapolnjevati in sem si rekel, sem bil nekoliko skeptičen, kaj je to, tega nisem poznal. No, ko sem pa potem dobil v roke pač te prevode, kako so bili izdelani, kako jih je brat Jan Dominik naredil in jih je potem nekoliko poetiziral, čeprav razumem Anja Božič, sem pa videl, da je to pravzaprav nekaj neverjetnega. Zanima me, no, jaz sem to govoril kot laik, v tem pogledu sem se popoln laik, ne gre za časovni knjig, ampak govorim kot bralec, jaz skušam vedno brati stvari, ki jih znam tudi z vidika ljudi, ki se ne ukvarjajo profesionalno s literaturo. Literaturo berejo zaradi, da nalaš tako staromodno, ne, zaradi duhovnih potreb, recimo. No, zanima me, kakšen vtis je pa to naredilo nate. Ja, hvala. Dober večer še z moje strani, jaz bom kar po slovensko, ker sirsko žal ne znam. Moja vloga tukaj je bila samo v jezikovnem pregledu tega besedila, ki pa je bil še kar podroben in na določenih mestih še kar kritičen, kar tudi nekateri drugi ste že kdaj izkusili to, kako je pod mojim jezikovnim pregledom, tudi iz publike. Namreč moram reči, da sem že lektorirala in pač prebrala že kar precej enih knjig iz te zbirke, če ne skoraj vse, kakšna sem pa tja mi je všla. Tako da tako da jaz res načeloma berem kar veliko poezije in sem kar v stiku s tem, zato pač nekako me potem vedno zanima, ne, tudi ko je kaj novega. In se spomnim takrat, lahko povem, pravzaprav se zelo, zelo natančno spominjam, kdaj sem prvič se srečala s Kirilono. Zdaj, še posebej tukaj prisotni za mizo se včasih opregnejo to, da imam izredno dober spomin za nekatere situacije in recimo živo se spomnim svojega prvega srečanja s Kirilono. Namreč to je bilo, ko sva jaz in brat Jan Dominik nekoč šla v Trst v arhive. Namreč midva sva prevedla skupaj eno knjigo o Piccolomini, o precej njegovih tekstov in vmes sva tudi hodila precej po teh arhivih in zbirala nove tekste in podobno. No, enkrat sva šla v Trst. In potem sva še razmišljala, koliko časa bo ostala in podobno, pa potem nisva mogla predolgo ostati. Zakaj ne? Ker je bila potem predstavitev sonetov Kolone, Vittorija Kolone, točno tukaj na tem mestu in sva hitela v Ljubljano, da bova to ujela. No, in potem sva se vseeno nekje ustavila in takrat je Jan Dominik potegnil ven računalnik in rekel, ja, veš, ta Kirilona, mene to toliko matra. Jaz bi to rad predlagal Branetu za v zbirko, da bi ta prevod izšel pač tukaj v zbirki Sidera. A bi pogledala malo, če je to približno v redu in če je to približno to, kar ponavadi izhaja v tej zbirki. No in potem seveda raziskovalci in prevajalci in tako naprej smo vajeni v ekstremnih pogojih tudi pregledovati in gledati stvari in potem sem jaz na sosednjem voznikovem sedežu celo pot do Ljubljane študirala ta prevod. Da bi potem videla, ko bi prišla do sem, lahko to predstavlja, a je to v redu ali ne, da bi Brane pa, pravi Aristarh, tukaj presojevalec poezije. No in jaz se spomnim že takrat in Jan Dominik lahko potrdi, da sem bila res očarana nad tem, ker tudi jaz sem
najprej mislila, da to bo predvsem neka liturgična poezija, da neki spevi in podobno, na katerih ne bo dejansko nič posebno estetskega in literarnega. No, potem sem pa začela to brati in sem pač bila popolnoma očarana. Zakaj? Predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da je v tej poeziji takšna izjemna kombinacija lepega kot ta estetski učinek, ki ga poezija ima, kot tudi vsebina. Vsaj meni je izredno pomembno, da se pač to poveže. Brez tega, da se to poveže skupaj, pač potem ne morem tega brati z enakim užitkom. Lahko gledam samo formo, samo to lepo izražanje ali pa samo vsebino. Ampak tukaj se mislim, da pride oboje, da se izredno lepo poveže. Zdaj, zakaj omenjam posebej tudi vsebino? Jaz nisem izobražena do te mere ne o sirski poeziji, ne sploh o krščanski poeziji tako zelo natančno, o teologiji še manj, ampak to spet berem podobno, kot si ti rekel, že večji laik kot ti. Pa vendar sem tukaj lahko vse razumela, ker tukaj ne gre za neko globoko teološko sporočilo, ali pa mogoče gre, pa pač ga jaz nisem razumela, ampak to ni bilo pomembno, predvsem to je važno, ampak v bistvu je celotna vsa ta poezija je nekako prepesnjevanje nečesa, kar je nam že znano, nam je pač to znano iz krščanske tradicije, ampak po drugi strani lahko to razume tudi nekdo, ki ni, ne vem, vsak dan pri maši, ampak samo za velike praznike, ker prav te pesnitve, ki so tukaj prevedene, se v bistvu vse nanašajo na to obredje od cvetne nedelje, pa veliki teden, umivanje nog na četrtek. In v bistvu je nam vse to znano in potem tukaj to ne gre za neko poglobljeno, nerazumljivo eksegezo, da bi potem Kirilona to skušal razlagati, ampak on v bistvu to na nek način prepesnjuje. Prepesnjuje pa tako zelo lepo v takšnih lepih podobah, da ima človek res užitek, ko to bere zraven. V spremni besedi mislim, da se ti uporabil izraz zakramentalna ikonologija. Recimo, meni se to fantastičen izraz, zelo ustrezen temu, namreč, ker ne gre, kot rečeno, za neko razlago, ampak v bistvu za podoživljanje tega skozi pač serijo takšnih izrednih podob. Lahko tukaj zaenkrat, pa mogoče preberem zdaj, da se bom. Kot si bila najprej očarana ti, kot sem bil potem očaran jaz, bodo sedaj, upam, očarani tudi naši poslušalci in poslušalke. Prebrali bomo eno celo pesnitev, ki je primerne dolžine za to, in sicer z motivom, seveda se evangelskim motivom umivanja nog, ki ga najbrž ni treba posebej razlagati. Privedel je svoje 12 naš Gospod in stopil v hišo, da bi jih umil. Posadil jih je za mizo kot dedič in vstal ter jim stregel kot prijatelj. Nalil je osvežilne vode in prijel umivalnico. Vzel brisačo in opasal svoja redja. Tedaj so se mi ulile solze in moj se izdrznil. Svoj obraz sem skril v strahu in pred plaho odvrnil svoje oči. Obupano sem si želel oditi, saj nisem mogel prenesti pogleda nanj, ki se je sklanjal in jih umival. Zapustil sem hišo in dvignil svoj glas. Čemu le se je to zgodilo? Prah sedi pred svojim stvarnikom, njegov Gospod pa vstane in umiva njegove noge. Preiskal sem preroke, a nisem mogel od njih izvedeti, če so o tem pisali. Duh me je vzel kot Ezekiela in me naglo postavil med glasnike. Videl sem, da so ležali na tleh v Šeolu in to je bilo zame huje kot prejšnje. Novim sem bruhnil jok z mnogimi vzdihi in v žalosti sem jih vprašal. Prosim vas, preroki mojega Gospoda, poslušajte me skrivaj za trenutek. S svojimi očmi sem ugledal čudovito videnje in želim ga predstaviti pred vsemi vami. Moj trepeta od strahu
moj razum se vnema od groze. Prosim vas, peruki mojega Gospoda, poslušajte me skrivaj za trenutek. On, o katerem ste razglašali, da je ogenj in duh in mogočen plamen. On, o katerem ste razglašali, da ga ni mogoče videti takšnega, kot je, ker je njegov obraz težko prenesti. On, o katerem ste razglašali, da ni mogoče videti njegovega obličja in obstati na svetu. On, o katerem ste razglašali, da so zaradi strahu pred njim obrazi čuvarjev pokriti z njihovimi perutmi. On, o katerem ste rekli, da ga je Daniel videl na njegovem prostoru, staroletni. On, o katerem ste rekli, da njegov pogled premika svet in pretresa stvarstvo. Glejte, kako je postal služabnik in nosi umivalnik. Umiva noge ribičem in jih briše z brisačem, celo svojemu izdajalcu enako. Utihni človek, ne vpij več. To so vesele vesti, ki sem nam jih prinesel. Če je res, da se je to zgodilo, obstaja upanje in blagoslov za ves svet. Dolgo smo čakali tukaj, saj smo pričakovali to oznanilo, zato se zaradi tega vsi veselimo. Beseda naših knjig ne laže. Pridi zdaj, ne žaluj. Zahvaljuj se, izkazuj čast in ne bodi žalosten. Potem sem se v svoji stiski vrnil in hitro prispel v hišo. Zagledal sem njega, ki jih je vesel umival in jim služil z radostnim obličjem. Prijel je njihove noge, a niso bile použite, in ko je prelil vodo, niso zgoreli. Umil jih je napora in težav in jih osvežil, saj so morali na pot. Prišel je k vsakemu izmed njih v svoji ljubezni na enak način, brez razlikovanja. Pristopil je do Juda in prijel njegove noge, in čeprav brez ust je zemlja zaječala. Kamni iz zidu so zavpili, saj so videli, da jim je prizanesel z ognjem. Moja glava je udarila ob tla in moja ušesa so zaslišala množiče se zvoke žalovanja. In nemara je tako odmeval prestrašen glas iz ust njegovih jagnic. Nad kom naj se čudimo in koga naj gledamo, ko vstaja groza z obeh strani? Tega, ki sedi in čigar srce je polno umora in izdaje, pa se vendar ne zgane. Ali drugega, ki je poln usmiljenja in umiva noge svojemu morilcu. Nastal je velik preplah, ko se je roka našega Gospoda dotaknila njegovega morilca. Naš Gospod ni razkril njegovega hudodelstva, prikril je njegovo krivdo in ga obravnaval kot druge. Prišel je do Simona in njegovo srce se je zganilo. Ta pa je vstal pred njim in ga vprašal. Noge čuvarjev so iz strahu pokrite v nebesih, da bi ne zgorele. Ti pa, moj Gospod, si prišel vzeti v svoje roke Simonove noge in mi služi. Sem tem si nam pokazal tako svojo ponižnost kot svojo ljubezen. Sem tem si nas počastil, moj Gospod, nikar nas zdaj spet ne prestraši. Serafi se niso nikdar dotaknili robov tvojega oblačila in glej, ti umivaš noge ubogih ljudi. Ti, moj Gospod, mi umivaš noge. Kdo, ki bi to slišal, bi ne bil pretresen? Ti, moj Gospod, mi umivaš noge, katera dežela je sposobna to prenesti. Ta vest bo osuplost pahnila vse stvarstvo. Kaj si storil? Ta vest bo vzbudila grozo v nebeških zborih. Kaj se je zgodilo na zemlji? Dovoli, moj Gospod, da se od tega oddaljim. Častim te, saj sem dolžnik. Po tvojem naročilu sem hodil po gladini morja in po tvojem ukazu sem prečkal valove. Ali mi to prvo ni zadostovalo, da mi podeljuješ to, kar je še večje? Ni mogoče, moj Gospod, da se to zgodi. Saj že sama vest o tem stresa stvarstvo. Ni mogoče, moj Gospod,
se to zgodi, saj je to breme veliko in neznosno. Če ni mogoče, da se to zgodi, nimaš deleža z menoj na prestolu. Če ni mogoče, da se to zgodi, mi vrni ključe, ki sem ti jih zaupal. Če ni mogoče, da se to zgodi, ti je odvzeta tudi tvoja oblast. Če, kot si rekel, to ni mogoče, niti ne moreš biti učenec. Če, kot si rekel, to ni mogoče, prav tako ne boš okusil dela mojega telesa. Nato je Simon začel prositi pred usmiljenim in mu rekel: Ne umij samo mojih nog, moj Gospod, ampak umij tudi moje roke in celo mojo glavo. Simon, eno samo umivanje obstaja za celo telo v posvečujoči vodi. Ko je dovršil umivanje, jim je iz ljubezni velel: Glejte, moji učenci, kaj sem storil in katero delo sem vam zapovedal. Glejte, umil in očistil sem vas. Pojdite z veseljem v cerkev in vstopite skozi njena vrata kot dediči. Stopite na zlega in se ne bojte. In na kačino glavo, ne bodite prestrašeni. Hodite po poteh brez strahu in naj se po utvorbah oznanja moja beseda. Po mestih sejte evangelij in v ljudi zasajajte ljubezen. Pred kralji razglašajte moje oznanilo in med sodniki izpričujte mojo vero. Jaz, ki sem vaš Bog, glejte, sem se ponižal in vam služil. Pasha, ki sem jo pripravil za vas, je dokončana in uzradostil bom obličje vsega sveta. Oblika te kratke pesnitve, ki smo jo slišali, je dobro. Kakor ne znamo sirščine in kakor nam je, kaj ne rečem, včasih se je reklo španska vas, zdaj bi pa lahko rekli, kakor nam je sirska književnost. Ampak torej, tako so nam neznana imena pesniških oblik, jaz niti ne, če bom znal sam prav izgovoriti. Več jih je, o katerih je predvsej povedano lepo in jasno v sprednji besedi. In seveda, čeprav gre tukaj v prvi vrsti za smo rekli, predvsem za poezijo, no, in mogoče tudi za duhovno razsežnost, pa vendarle ne, vsaka poezija je definirana, je artikulirana v določeni meri, tudi po svoji formi. Zato je seveda tukaj do neke mere gotovo, čeprav imamo vsi besedila pred seboj, vendarle zanimivo in koristno zvedeti nekaj o tem, kakšne oblike vse najdemo v sirski književnosti. Kot uvod v to, bi še enkrat dodal, oziroma še enkrat počrtal, da pravzaprav zame osebno, pa tudi za čedalje več raziskovalcev, ki se danes posvečajo tem književnosti, pa tudi teologom, pravzaprav res ta sirska tradicija ni zgolj en tak obskuren prevesek ali pa neka kurioziteta tam nekje na robu Mediterana, pravzaprav brez stika z njim. Ampak, kot je rekel Nestor teh sirskih študij, ki pravzaprav v zadnjih desetletjih postavljalo na noge to akademsko področje, oxfordski profesor Sebastian Brock, da je pravzaprav to nekakšno tretje ključno krilo zgodnjega krščanstva, poleg grškega in latinskega izročila. Tako po obsegu, kot po pomenu, če tako rečemo, se res uvršča takoj
Zakaj? Ravno zaradi te poetičnosti, ki je tako zelo značilna, pa najbolj značilna prav za to sirsko tradicijo. In sprašujemo se lahko o vzrokih. Gotovo je zato, ker je res nekaj vzrokov, zakaj je prav poetika kot način teološke govorice, bližina ali pa izraščanje iz bibličnega izročila. Tukaj do začetka močnejše helenizacije, se pravi tam proti koncu 4., predvsem potem s 5. in 6. stoletjem, se ta sirska kultura, ki je bila mimogrede pravzaprav razširjena vse do današnje Kitajske, obstaja tisti znamenit kamen z napisi pol sirsko, pol kitajskim in zapisani 7. 8. stoletja. Dejansko je ta sirska kultura imela ogromen misionarski naboj, res tako do Kitajske. Pred helenizmom, pred odorom grškega, bolj diskurzivnega mišljenja, je pravzaprav ta poetika temeljno biblična, kar pomeni, da temelji na prispodobi, na simbolu, na podobi, na poetičnem izražanju, kakorkoli tudi v Svetem pismu najdemo ogromno poezije. In na nek način so tudi te literarne oblike znotraj sirske književnosti do določene mere podobne, pa bomo rekli skupno-semitske, recimo paralelizem kot eno izmed glavnih sredstev, ki ga srečamo v psalmih, tudi tukaj nastopa. Recimo, res skušam iti k odgovoru. Obstajata recimo v grobem dve osrednji kategoriji sirske poezije. Po eni strani to imenujemo memra ali memro, razlika je samo v vzhodni kaldejski in zahodni alfabetski lokalizaciji govorjavi vokalov, in pa madrošo. Prva memra, če uporabljamo vzhodno lokalizacijo, pravzaprav dolga, daljša pesnitev, bomo rekli bolj pripovedna pesnitev, tudi ta, ki smo jo zdaj poslušali, nekako spada v to kategorijo, in je sestavljena iz isosilabičnih distihov, se pravi dvostišja z po enakim številom zlogov po vsakem. Torej temeljni, metrični, bomo rekli, če lahko to uporabljamo, princip ali pa gradnik sirske poezije je zlog. Ne, kot poznamo iz ostalih grških ali latinskih metričnih sistemov, ampak dejansko število zlogov. Po svoje zelo enostavna kategorija, ampak enostaven element, enostavna struktura, ampak po svoje pa potem se igrajo z temi različnimi strukturami kombinacij števila zlogov, ki pa jih je več kot 100, ali pa samo pri Efremu jih najdemo več kot 50 različnih kombinacij. In v memrah, če rečemo po slovensko, se uporabljajo bodisi 6 plus 6 zlogov, ali pa 8 plus 8 zlogov, ali pa potem pri Jakobu se ruga 12 plus 12. Za njega je tipičen in v vseh njegovih 600 pesnitvah najdemo ta dodekasilabičen distih, se pravi 12 plus 12 zlogov, 12 plus 12 zlogov. In na ta način pravzaprav velikokrat tudi v tej poeziji, skozi dvostišja, distihe pravzaprav zazveni ta paralelizem, se pravi paralelizmo tudi v literarni vedi, kar se tem Sveto pismo, razločujejo različne vrste paralelizmu, antitetični, sintetični, kako ne gremo velike detajle, ampak tukaj res osnovni gradnik je torej dvostišje. Medtem ko pri drugi kategoriji vrsti sirske poezije, ki jo imenujemo madraša, pogosto to prevajamo kar kot himna, imamo pa dejansko kitice, ki so zopet sestavljene iz različnih sistemov glede na število zlogov. Ali je to, kaj sem napisano, ali 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, ali in potem še naprej bolj kompleksno. Se pravi, madraša, ta koren sam, tudi v drugih semitskih jezikih, torej pomeni poučevanje, učenje, in tudi na ta način so preko teh himničnih pesnitev
našli določeno bolj poučevalno vsebino, za razliko od prvih membre, ki so pa bolj pripovedne, bolj epske narave. Zdaj, tukaj potem lahko se preberete v tem besedi še nekaj ostalih oblik, pa da ne bi zdaj utrujal, se pravi, zanimivo je, da je torej listih, število in pa potem število zlogov kot metrična struktura. Kar zadeva Rimo, je pa zanimivo, da v teh zgodnjih plasteh sirske književnosti pravzaprav ne najdemo Rime. Znajde se še da tam od 9. 10. stoletja naprej kot posledica že arabskega vpliva. Arabska poezija pa, kot vemo, močno gradi tudi na Rimi. Zdaj, v tej spremni besedi, kjer sem res želel najprej prikazati na splošno nekaj osnovnih koordinat glede sirskega jezika, potem pa je tak osnovni pregled glede sirskega, kar zadeva sirsko pesništvo, tako kar zadeva zgodovino, kar zadeva zvrsti, principe. V tej spremni študiji nekako sem želel ponuditi en tak uvod. Upam, da ne bo pretežek, tudi sam ne verjamem, da bi bil pretežek, če ne se pa eno poglavje zvrsti, pa se gre na bolj zanimivo. Ampak dejansko, da bomo zdaj prvič v slovenščini nekako zbrano en tak mehen vrdomekov priročnik, ki lahko služi tudi za razumevanje mogoče drugih seminskih poezij, čeprav so drugačne, srečne, ampak vseeno na nek način tudi sorodne. Ampak še enkrat bi pa res poudaril, se bomo verjetno že v nadaljevanju v tem koncu k temu vrnili, pomena poezije, kaj razumemo kot poezija, je seveda drugo vprašanje, ampak tega poetičnega izražanja za samo teologijo. Znotraj te sirske literarne tradicije v prvi vrsti najdemo poezijo. Oni tudi še danes, ali pa recimo ta neoaramejščina, ki še v sirščini nastajajo danes pesnitve, pa tudi v srednjem veku Bach Hebrejev, se mogoče se za njega že kdaj začeli, napiše celo slovnico v verzih, kot nek način poučevanja. Dejansko tem kulturam je bilo neko poetično versificirano izražanje tako blizu, da so ga dejansko uporabljali za te najbolj osnovne, najbolj potrebne elemente, tudi kot poučevanje. Zdaj, te pesnitve so po svoje na nek način tudi lirične, zdaj, kaj razumemo kot lirika. Literarni zgodovinarji nekako označujejo, če jih že, kot recimo neka taka več kot ritmizirana proza, ampak nekako versificirana homiletika, nekako dejansko Kirilona stoji na prehodu iz te bolj poetičnih načinov poučevanja, predajanja, pa potem v 4. 5. stoletju gre bolj proti homiletiki. Medtem ko tukaj s Kirilonom smo nekako vmes med Efremom in pa potem med neko že bolj helenizirano homiletiko. Tako da gotovo so te, najverjetneje so te pesnitve, vsaj prve tri, ki so bolj velikonočne, bile uporabljene kot del bogoslužja, paraliturgično, kakorkoli že, ne pa nujno, mogoče še v koncu nekaj tem. To je zelo zanimivo. Mi smo se potrudili brati v prevodu čim bolj tako kot poezijo, skratka, na nek način dramatizirati, tudi primerno liko, ki govori, ne od govorca, pesnika ali kdorkoli že je ta govorec, do recimo Kristusovih dostojanstvenih umirjenih besed, Petrovega strahu in tako. Ampak zanimivo, če pomislimo, da je bil to morda, vem, da je to hipoteza, pa vseeno, da je bilo to pravzaprav del liturgije. Spominja mogoče nekoliko na prakso pasijonov, ki so pa seveda tudi bili dramatizirana stvar, tudi uglasbena, jasno, in vendarle hkrati tudi liturgija. No, to je pravzaprav vprašanje, ki ga bi se moče potem res konec zataknili. Ampak zdaj smo slišali veliko o teh oblikah, no veliko. Tisto, kar je nujno, moram reči, pa tega ne govorim, kot bi rekel, z ekonomskim interesom, da bi hotel knjigo prodajati, ampak kot urednik, ki sem najprej kritičen bralec, tudi
tudi sprednjih besed, da je zelo tekoče, jasno in pregledno napis podan ta pregled oblik torej sirske poezije in ja, mislim, da ima vsem ostalim tudi to funkcijo. Ampak zdaj, velike težave so itak pri presajanju poezije iz enega jezika v drugega. Za starejše jezike, ki so imeli morda drugačne narave, so imeli bolj izrazito kvantiteto, zlogo in podobno, vemo, da pravzaprav vedno nekako ugibamo ali pa iščemo neke približke tistemu, zakaj pravzaprav niti ne vemo čisto, kako je zvenelo. Imamo občutek, da moramo ta zven prenašati. Ali gre to, ali najdemo kakšne formalne ekvivalente temu ali ne, to je seveda vprašanje, oziroma vprašanje, ali ti formalni ekvivalenti imajo estetski učinek v slovenščini. Jaz mislim, in tudi to govorim meni kot prodajalec, ni ampak kot kritični ljudi, da ta poezija pač je poezija, da ima svojo, kaj naj temu rečem, estetsko razsežnost, pa svojo doživljajsko noto. In kaj je bilo pri oblikovanju tega besedila v to formo, kateri je v knjigi, pravzaprav ključno. Koliko so bile pomembne tukaj, ali pa je bilo sploh smiselno se ukvarjati s temi formalnimi približki, ki jih je pred Jan Dominik opisal, in koliko je bilo pravzaprav tukaj želja kakšne druge elemente prenašati v slovenščino, kako je to potekalo. Ja, potem smo te zdaj končno spet pripričali, da je to poezija. Mogoče, kar se meni zdi pomembno omeniti, zdaj, ko smo slišali, po kakšnem principu deluje pač ta poezija in da je princip število zlogov načeloma, moramo povedati, da ta prevod je popolnoma v prostem verzu. In potem, seveda, če izgubimo to formo, potem se je treba, vsaj po mojem mnenju, vsaj pri tem prostem verzu, čim bolj potruditi še vedno za to, da prenašamo to melodičnost na nek način in vso to poetičnost. Zdaj, seveda, vseh pesniških sredstev, vseh teh antitez, ponavljanj in vsega tega verjetno ni bilo možno čisto točno prenesti v slovenščino, ampak lahko pa veliko, ampak kljub vsemu pa lahko rečemo, da smo se, po mojem, vsi trije tukaj trudili, da bi res bilo to čim bolj slogovno, melodično in čim lepše napisano. Ker na tak način potem se res lahko tudi v celni jezik to prenese. Namreč, seveda, potem pri prevajanju si vedno na tej tanki meji, kdaj prevajaš in si kakor toliko še vedno zvest izvirniku, pa kdaj v bistvu že prepesnjuješ potem to poezijo. Zdaj, mislim, da je Aleš Berger nekoč rekel celo izvirnik ni zvest prevodu. Še kar povedno. On, ki ima tako krasne prevode. V glavnem, vedno se pač igramo na tej tanki meji, ampak jaz mislim vseeno, da še posebej, kadar gre za takšno situacijo, kot je tukaj, da pač v formi itak ne moramo ostati zvesti, ker je pač čisto drugačna, kot bi v našem jeziku funkcionirala, da potem skušamo vsaj pri nas narediti tako, da bi to bilo čim bolj naravno. In tukaj je bilo še kar dosti dela, to je tudi večkrat prebrati. Jaz osebno sem brala to tudi na glas, potem sem težila za vsako besedo, ki mi ni zvenila naravno, pa smo se pogovarjali o tem, ampak to se mi zdi na nek način nujno, pri ustvarjanju nekega takega prevoda. Nihče ne bo več tega prevajal zdaj nadaljnjih toliko in toliko let, se mi zdi, da je potem vsaj to dobro, da pač imamo res lep in dober prevod tega. Če se vrnemo nazaj k temu, da to je prosti vers in kako je to še vedno na kakšen način, pa kljub vsemu je Jan Dominik skušal ohranjati vsaj malo te oblike. Če se prav razumela, je to sicer bolj v distihih napisano, vsaj nekatere od teh pesnitev,
In recimo zanimivo je potem, da ti si skušal ohranjati potem v vsakem verzu, torej eden in drugem verzu, da bi tisto, kar je tudi v izvirniku v enem verzu, bilo tudi v slovenščini v enem verzu, potem pa sledi drugi vers, ampak to je pogosto en stavek, recimo, ki gre čez ta vers. In jaz se spomnim v začetku prve verzije, ko sem jo zbrala, da je bilo tako, da včasih si tako zelo zvesto skušal v istem verzu ohraniti te stvari, da pač potem v slovenščini ni funkcioniralo, pa smo potem to prilagajali in je bilo potem čedalje boljše. V končnem smislu se meni zdi, da je to res lepo nastalo. Potem recimo pomembna točka pri tem prevajanju poetičnosti so tudi vsa ta res pesniška sredstva, ki si se jih pa trudil v veliki meri upoštevati in recimo tudi to, če boste brali, je res fantastično. Mogoče bi omenila, kaj je mene tukaj najbolj očaralo, recimo smo nekatere anafore, torej ponavljanje na začetku verzov, ki pa potem iz verza v vers ustvarjajo neko nasprotje. Smo pregovorili, da je v poeziji ogromno antitez, pa bi mogoče samo en odlomek tukaj prebrala, da ponazorim to. Pa mogoče zakaj to tudi deluje na nek način nekoliko liturgično, pa tako, ker kot ste že prej v tej pesnitvi, ki smo jo prebrali, lahko slišali, recimo je bilo večkrat, ki se je ponavljalo on, ki je, on, ki je, on, ki je. Recimo to izredno spominja na litanije, če tako vzamemo. No, in recimo en del v naslednji tej pesnitvi, ki je Memra o Paschi našega Gospoda, recimo tak izredno lep in strukturiran del je: kajti če odbijem od sebe sramoto, odbijem slavo od človeštva. In če odrečem svoj hrbet bičem, odrečem rešitev grešnikom. In če se odrečem sodbi, odrečem svojo zmago svojim služabnikom. In če odrečem svojo glavo trnju, ne odstranim prekletstev. In če odrečem svoje usta kisu, odrečem svojo kri cerkvi. In če sebe odrečem Šeulu, iz njega nihče ne izide. In če me smrt ne použije, ne bo vrnila vsega, kar je zgrabila. To pač Kristus govori, In v bistvu v vsaki vrstici se potem izraži neko nasprotje. Ali pa recimo potem naprej naslovi nek vzpodbuden govor na svoje učence in reče: o moji učenci, bodite pogumni. Za vas je počitek, za me spopad. Za vas slava, ki vam ne more biti vzeta, za me zmaga, ki ne more biti uničena. In tako naprej potem. No, in to recimo se zdi slogovno fantastično, da na tak način to pišem. No, potem pa večkrat smo tudi omenili, da sorodnost da ima homiletičen značaj to. In recimo homilija, to je pridiga, tako povedano. In meni iz mojega vidika je bilo to zanimivo, da se recimo dejansko ukvarjam s pridigami, s srednjeveškimi pridigami, ki so popolnoma drugačne kot to. Pa vendar se mi je zdelo včasih, da lahko zaznam nekatere paralele med tema. Ta poezija je na nek način didaktična, kot smo že prej rekli, nekako prepesnjuje določene te prizore iz Biblije. Včasih pa res prav konkretno razlaga nekatere podobe. Recimo v tej isti pesnitvi, iz katere sem že zdaj brala, na sredini pesnitve pesnik reče: potem je začel sebe primerjati s pšeničnim zrnom, s trtno mladiko in tudi z grozdom. In potem pojasni, za vsako od teh primer, po 50 verzih recimo, kako pač se je potem v Bibliji Gospod primerjal s tem in razlaga vse te primere. Tako da je izredno lepo to brati na tak način, to prepesnjevanje. In potem so tukaj še nekatere druge podobe, ki so pa, sploh izredne, recimo, meni ena lepših mi je bila, kot je prav tako nek poziv, oziroma mislim, da govori tukaj o poslanstvu učencev in tako naprej, in reče: uberimo melodije psalmov na citre ušes srca. Uberimo melodije psalmov na citre ušes srca. To je res krasno.
No, pa še zadnja stvar, ki jo mogoče še omenim tukaj, je pa to, kot ste lahko slišali iz te pesnitve, ki smo jo prebrali, ta na nek način dramatiziranje. To je v tej poeziji izredno pogosto in na nek način tudi zanimivo, katere lirske subjekte, skoraj dramske like, med katerimi to prehaja. Recimo v tej pesnitvi, ki jo je Jan Lenik prej omenil, o nadlogah, ki govori o tem napadu Hunov in o vseh možnih težavah, ki potem so. Takrat recimo v tej pesmi na koncu nekaj časa govori zemlja, nekaj časa govori cerkev, nekaj časa govori pripovedovalec in tako naprej. Tako da niso te dramski liki, ne izmenjuje se govor samo med kakšnimi bibličnimi liki, tako kot smo mi interpretirali, ampak pač dejansko pridejo tudi iz narave, podobe iz narave. No in to je fascinantno in recimo tega v zahodni krščanski poeziji mislim, da ni toliko sploh prisotnega. In mogoče je to še ena taka stvar, ki je mene recimo izredno očarala pri tem, ta vzhod in nekako je vse tako izredno poetično, pa tudi bolj optimistično, na nek način bolj tako veselo, tudi recimo pri tej pesmitvi o nadlogah, to ni na nek način spokorniška, ali pa ne dojemajo teh nadlog v obliki kazni, da bi bila to božja kazen. Nasprotno, skozi pesnitev, potem ta pesnik poziva k boju zoper tem nadlogam in v bistvu k neki akciji, ne tako, kot včasih je večkrat si predstavljaš, še posebej v srednjeveški latinski poeziji je velikokrat tako, pač da moramo biti ponižni pred Bogom, paziti, kaj zdaj in on nas lahko kaznuje in to je to in mi nič ne smemo, v bistvu ne. Tukaj je pa res tako akcija in v bistvu res spodbuda k nečemu, ni te pasivnosti nikakor. In tudi tekom teh pesnitev večkrat je spodbuda k veselju, bolje vse je nekako veselo, tako, ne vem, radujte se in živahno veselo in nasploh bolj pozitivno. Pa še zadnja stvar, ki jo bom povedala, je pa, da me osebno najlepše te podobe so pa kot upodoblja pesnik tukaj Kristusa, ki je pa vedno nekako ponižno prijazen, vedno, kot smo že prej prebrali, on prijateljsko sprejema učence in tako naprej. Vedno je, on se poniža za njih, ampak s to neko velikodušno prijaznostjo ves čas. Vedno je milosrčen in odpušča in recimo potem v tej pesnitvi o Zakeju, praktično cela pesnitev je samo o tem, o velikodušnosti in odpuščanju Gospoda. In to se mi zdi tukaj res prisotno in se mi zdi, da bi moralo biti bolj pogosto tudi sicer v krščanski poeziji poudarjeno. To se mi zdi pomembno sporočilo. Že sama prešla v poezijo, rekla mirno srčen, ker je zelo takšna podoba, kot jo res v tej poeziji tudi lahko bi našli, pa se prilega. Če je bila to homiletika, torej ne vem, ampak zanimiva beseda homilija, grška, ne pomeni tesno druženje, tesno skupnost, celo tudi spolni odnos, skratka zelo intimen odnos. In ta del bogoslužja homiletika naj bi pač neko posebno bližino skrivnostjo prinesel pred ljudi, je nekaj drugega, pravzaprav pa pridiga, prediko pomeni, da besedo postavljaš pred nekoga, da mu nekaj narajaš. Skratka je popolnoma če gledamo etimološko, to popolnoma druga stvar. In tukaj je najbrž pesniška beseda nekako naravno sodi v to območje takšnega odnosa, obrednega do skrivnosti. No in zdaj to je povezano pa z zadnjim vprašanjem, ki je seveda težko vprašanje. Vem, da si že rekel prej, ko ste se pogovarjali, da sem z izraza videl, da je to zoprno vprašanje.
Pa dobro vprašanje, seveda to, kot so vsa dobra vprašanja, so težka vprašanja. Koliko zaznavaš sami, koliko se zdi pomembno, da je liturgična beseda poetična, kakšen je pravzaprav prostor poetičnosti znotraj, ne bom rekel okvirov, ker je to tako dušeča beseda, ampak znotraj polja liturgičnega izraza in koliko po drugi strani dojemaš ti sam, to se tukaj pravzaprav nimamo drugega instrumenta, če hočemo kaj resničnega povedati, da je recimo religiozno navdihujoča tudi poezija, ki po vsebini in po zunanji formi recimo temu ni seveda niti liturgična, niti religiozna. Mislim, kolikor se da na to odgovoriti, ker drugače lahko seveda si rezerviramo tukaj zdaj naslednjih 14 dni in se o tem pogovarjamo. Kakšna misel še za konec, morda kot uvod v drugi del tega večera, marsikdo tukaj navzoč o teh stvareh razmišlja in modro razmišlja, tudi to zanimivo sliši. Čisto osebno, iz tega osebnega vidika, ja, moram reči, da kolikor poznam, ali pa se gibljem, recimo tudi znotraj nekih vzhodnih krščanskih tradicij, kakorkoli že, moram iskreno tukaj reči, se navezam na njo in govor prej. Smo tukaj malo v deficitu na zahodu. Miran Špelič je prevajal tisto zgodnjo krščansko poezijo, to imamo v slovenščini in tega tudi še vedno v molitvenem bogoslužju uporabljamo kot himne, ampak te Ambroževe himne so lepe, so zanimive, ampak tam je predvsem smetrom jasna struktura, manjka pa te živahnosti, manjka duha, občutka za misterijo. Medtem ko tukaj, prav znotraj sirske tradicije, je eden med ključnih teh pojmov, ali pa najbolj ključen pojem, ki ga mogoče lahko še poznamo od tega večera, ker spoznamo pojem rasa, kot rečejo vzhodno-sirski izgovarjali. Neprevedljiv, lahko pomeni skrivnost, lahko pomeni misterij, lahko pomeni celo zakrmentalna navzočnost, vse to, kajti za to sirsko misel je značilna res nekako univerzalistična, holistična povezanost, recimo, stvarstva, konec koncev je tudi stvarnika. Efrem Sirski na nešteto mestih uporablja ta pojem rasa, najdeva ga pa predvsem v dveh kategorijah. V kategoriji knjige in v kategoriji narave. Se pravi, kar zadeva knjigo, se pravi razodeto besedilo, razodeta beseda svetopismo, tam notri so te podobe, predpodobe, nekakšen kot tipos v grščini, ki nekako že ponavzočujejo tisto, kar bo potem izpolnjeno, recimo s tem polnino razodetja, ali pa po drugi strani tudi, da vse pravzaprav besede, razodete besede svetega pisma, so na nek način ena sakramentalna navzočnost, so simbolične. Drug prevedek za to besedo zelo pogosto uporabljan je simbol, ali zato govorimo o simboličnosti sirske misli na podlagi tega pojma raza. Jaz mislim, da je liturgija temeljni kraj, kjer se pravzaprav srečujemo s simboli, ki niso zgolj simboli, kot danes slišimo, no, tukaj slišimo to besedo simbol, ker je to zgolj nek znak, ki je različen od tega, kar označuje. Tukaj v sirski teologiji je pravzaprav ontološko inherenten znak in tisto, kar je notri navzočeno. Zato lahko govorimo celo o sakramentu. Zato Efrem pravi, beseda je sakrament, ker je Bog tukaj sam navzočen. Enako tudi narava, na drugi strani, ali pa rečemo stvarstvo, kot so tudi grški teologi razmišljali o logo in v stvarstvu od sebi logosa, vestigija. Tudi tukaj Efrem posebej vidi v teh simbolih, v teh podobah stvarstva, ki je ustvarjeno nekakšno navzočnost, živo roko Boga. In spet, to jaz mislim, da bi morala biti liturgija, konec
simboli, znaki, pravzaprav neposredno vstopamo v to. Zgolj še eno misel dodam k temu, mogoče res kot istočnica še za naprej. Drugo močno sredstvo, značilno za to tradicijo, je paradoks. Na nek način paradoks, pravzaprav že nasplošno, kot Efrem pravi, kako mi lahko kaj klepetamo, rečemo o njem, ki je tako ali tako neizrekljiv in nezajemljiv in ki ga ne mogoče obseči. Ravno v tej skrivnosti jezika, s tem pa tudi liturgije, se pravzaprav uresničuje ta paradoks. Mi ne moramo do Boga. Po njegovem sestopu vstopamo v to njegovo delovanje, ki se udejanja pri bogoslužju in na ta način paradoksalno deležimo, smo povlečeni v to skrivnost. In se mi zdi, da tudi ta poezija tukaj Kirilovna lahko nekaj tega ponudi. Hvala lepa. In če je bilo to težko vprašanje, bom pa Ani zastavil dve vprašanje. Eno, katera reka teče pod Savskim mostom, in katera reka teče pod Dravskim mostom. Namreč vprašanje, ali ti, ki veliko bereš poezijo, dejansko tudi sincerno, pa ja, pri zbirki, zlasti pri zbirki Sidera, pa tudi pri Sozvezdja je pravzaprav velika večina knjig ja šla skozi tvoje branje. Ali to branje poezije vpliva tudi na tvoje prevajanje, si naš tudi prevajalka. To je zdaj vprašanje, ki je pomembno zaradi tega, ker naj bi v tem večeru pravzaprav govorili o tem, kako in čemu brati pravzaprav staro poezijo. Ali ta poezija v čem ne definira, ampak navdihuje recimo tvoje iskanje pri lastnem prevajanju literature, predvsem humanistično literaturo, si prevajan, ampak tudi sedaj izrazno zahtevno. To je zdaj tako zelo osebno vprašanje pravzaprav po tvojih izkušnjah. To je pravzaprav tudi tisto najbolj dragoceno po mojem, kar si lahko ali pri prevajalskem delu, pri pisanju povemo. To je, kako sami to izkušamo in doživljamo. Ja, hvala za to vprašanje, res je preprosto, ampak zapleteno obenem. Torej, ja, seveda vpliva. Mislim, da v bistvu poezija, branje poezije oziroma stalen stik z njo pa še bolj vsako branje seveda vpliva, ne, kot tega verjetno nekomu iz publike ni treba razlagati, ne, če človek veliko bere že od malega in tako naprej, bo potem tudi bolje pisal in bolje prevajal, to je pa povsem logično. Ampak se mi zdi, da pa prav branje poezije pa pač še posebej na drugačen način vpliva tudi potem na naše ukvarjanje z vsemi teksti, tako s lastnimi teksti kot pri prevajanju. Zanimivo je pa to, da v bistvu lahko, ja, da branje poezije tako zelo močno vpliva tudi na prevajanje pač proze. Ne, jaz poezije ne prevajam, mogoče sem prebrala preveč dobre poezije, da bi si drznila prevajati ali pisati poezijo, ampak ni nujno, ne, da je tekst napisan v verzih, zato da je poetičen, pa zato da ima takšno literarno vrednost in da ga človek, pravzaprav da ga tudi človek lahko bere, ne, na tak način, kot bere poezijo. Zdaj, v redu, spet bomo zašli v to debato o lirični poeziji in tako naprej, ampak zakaj ne, konec koncev, ne. Ampak zdi se mi, da en način, po katerem je to, ima tako vpliv branje poezije, ne, ko mi beremo poezijo, preberemo pesem, ne, vsak jo prebere po svoje, ne, za vsakogar ima svoje sporočilo, svoj pomen, ne, tudi če dva človeka nekje sedita skupaj pa bereta tisto pesem v popolnoma istih razmerah, bo še vedno za vsakogar drugačna, ne, to je ta krasna značilnost poezije in sploh literature, ne, ki je ne moramo opredeliti in zmeriti, napravim čemu drugemu. No in
se mi zdi, recimo, da tudi pri prevajanju je to zelo važno, a ne, da nekako se mi, ko preberemo tisti tekst, znamo prebrati in po svoje in nekako se skušati uživeti v avtorja, ne, ki je avtor izvirnika. In potem, kot smo že prej rekli, nekako skušati najti to mejo. Se mi zdi pa tudi, zakaj je to branje poezije tako zelo dobro, ker pač zagotovo da nek dodaten izraz in tvojemu slogu in načinu razmišljanja, no, ker ravno zaradi tega, ker poezija te odpira, ne, te odpre, to je na nek način branje poezije katarzično in se zdi, da to potem važno za vsako ustvarjanje naprej, a ne. Če pa bereš veliko dobre poezije, pa ti da potem tudi visoke standarde, da tudi potem pri svojem prevajanju, a ne, nisi zadovoljen in pač toliko in toliko iščeš še naprej. Ampak to pač je, se mi zdi, da naravno in tako mora biti in tako mora ostati, a ne, zato se pač bo literarno prevajanje vedno razlikovalo od drugih vrst prevajanja in pač ne bo nikoli moglo biti podvrženo pač umetni inteligenci in podobnemu, pač to je, in kot tudi ne poezija. In se mi zdi mogoče, da to je ena taka skupna točka potem in literarnega prevajanja in poezije. Zato da to pač potrebujemo človeka s srcem, da to dela in drugače pač ne bo šlo. In pri tem je treba vztrajati in to na glas povedati večkrat in tako je. Srečno naša ušesa, da izgradi ust slišimo tam. Preden prejdemo v drugi del večera, ki je neformalen, tako da nikakor ne hitite in bo se dogajalo v sosednji sobi, bi pa radi pravzaprav upozorili še na nekaj, kar je seveda že prej brat Jan Dominik v svojem prikazu silske književnosti nakazal, namreč da gre za celo področje, za celo, bi rekel, zgodovino literarno, ki ni stvar enega ali dveh avtorjev, ampak mnogih avtorjev, od katerih so nam nekateri znani, nekateri pa tudi ne. In tradicija je eno od teh pesnitev, ki so vključeno v knjigo pripisovala našemu Kirilomi ali Silič, kakorkoli že. Pa se sedaj, če sem prav razumel, spremno besedo, da sedaj temu, torej od tega avtorstva večina sodobnih filologov obgrajuje. To je sedaj spet eno zelo veliko vprašanje, ki je naprimer tudi ker sem ravno pri besedi z področja, s katerim se jaz sicer ukvarjam poklicno zelo dobro znano. Na podlagi česa lahko delo enemu avtorju pripišemo ali ne, če je zelo starih obdobij, iz področja grške tragedije je tako pravzaprav zelo zanimivo, pa svoje celo zabavno za koga, ki bi bil malo hudoben. To, da imamo naprimer od avtorja Antigone, Sofokla, ohranjenih celovito bolj ali manj 7 tragedij, po poročilih jih je pa napisal, torej dramskih, da je 130. To vemo, kakšen odstotek je to. In vendar seveda na podlagi teh 7 dram in nekaj fragmentov filologi ugotavljajo, kaj je tipično sofoklovsko in kaj nikakor ne more biti sofoklovsko. To je seveda zelo veliko in vprašanje jasno, pa vedno tvegano. Kakorkoli že, če srečamo velika dela, ki iz takih ali drugačnih kriterijih niso pripisana enemu avtorju, to prav nič ne dozame njihove vrednosti. To pravzaprav nam še več povejo o misteriju pravzaprav zgodovine. Kako se to zgodi, da postanejo takšne lepe stvari, pa ne vemo, izpod čigavih rok so nastale. No in zato bi za sklep prebrali Filibus Humitis, tako kot že prej, nekaj odlomkov iz pesnitve Memna o pšeničnem zrnu, ki se mi zdi
Ne bom govoril predolgo, ne govori pesem sama, ampak res nekaj zelo neverjetnega in izrednega. Pšenično zrno pade v brazdo, vzklije in krvi v molku. Brez učitelja ali obdelovalca se sama usadi v grudo. V zemljo, ki ga najprej prikrije, se pritrdi s svojimi poganjki. V svoji podlagi najde zavetje in nato se izgrajuje. Brez vzvodov prevrača kamne, brez nog klijoč napreduje. Svoje vikice potiska med kamenje kot prste in svoje vlakna zariva v zemljo kot kremplje, da prodrejo vanjo. Lase svoje glave opleta v zemljo, da bi se tako zavarovala. V svoji podlagi ima zavetje in tako zaupa svoji legi, da ga, ko bo doseglo višje krasti, vihar ne bo zlomil. Svoje korenine pritrdi v globino, da bi se skoraj borilo z vetrovi. Nit svojih temeljev veže spodaj in tako začne tkati ter se vzpenjati. V mreži zemlje varuje svojo spodnjo nit, da ne bi propadlo, in nato prodre skozi tla, ko skuša doseči lepoto zraka. Ko se razvija, si pripravlja drugo oblačilo. Nato razporeja svoja kolenca na steblu, kot opornike na stavbi, da bi lahko nosilo klas in se upiralo vetru. Steblo je kot cev, ki prenaša vodo po celoti. S sklepniki krepi svojo stebliko, da bi lahko nosilo breme na svoji glavi. In kot ptica na svojih straneh raztezano vzven peruti, da se obdrži v zraku. Kot človek to počne z rokami, tako nosi svoje sadove na svoji visoki glavi. Maternica rodi svojo korenino in glava rodi svoje brate. In ko umre, oživi. Iz sebe in v sebi ustvari šop bratu. In ko se prikaže in pride na plan, se pojavi med dvema listoma, ki oblačita goloto svojega otroštva. Dvodelna tunika. Kar je padlo na zemljo, je propadlo. In to, kar je propadlo, je odkrito. In ko gledalca preseneti njegovo uničenje in ponovna pojavitev, ga znova uči, kako raste od sebe in iz sebe. Naj v naše srce ne vstopi dvom o našem stajenju. Saj bomo, naj si verujemo ali ne, vsi vstali. Sin dobrega nas namreč ne zapusti. Tisti, ki je za nas okusil smrt in prepletel življenje svoje narave s to našo smrtno naravo. Pšenično zrno tre svoje gnitje in iz sebe po sebi raste in živi. Tudi to telo, ki je razpadljivo, se enako obnovi in ustane. Kakor pšenično zrno, ko ustane, prinese svoje sopotnike, tako tudi telo, ko vstane, prinese s sabo svoja dela. Hvala lepa vam za pozornost. Kot rečeno, se sedaj pogovor v neformalni obliki nadaljuje. Posedite se. Ja.